Takole je, v društvu imamo predavanja in za člane poučujemo jih v društvu. Na tak način pač poučujemo ljudi, širšo javnost, širšo publikacijo, otroke, izletnike, vse tiste, ki želijo kaj več videti o gobah. Imajo pač tukaj na Tronskem, tukaj na Celjskem, na Celjski koči, tako idealen prostor, mislim, da so vsi obiskovalci s tem najbolj zadovoljni in če dalj večji pomen devamo tej razstavi kot eni verjetno glavni na celjskem področju v zadnje čase. Ja, najbolj izhodno je vsak posameznik ljubitelj posamezne vrste gobe. Goba, ki je zaščitena, sigurno je najboljša blagva ali pa karželj, strokovno rečemo amanita cesarja, vendar je zaščitena, se ne sme nabirati in kazne so kar velike, tako da niti mi gobarji, ne pa ostali. Lahko pa naberemo z izrednim dovoljenjem za takšne razstave, kot so danes, da pač javnost obvestimo o tem, da pač to ne smejo nabirati. Jurček je simbol užitnosti in marsikdo je jurčkar, tisti sleherni nabiralec, pravi, grem po jurčke, drugega skoraj ne zanimajo. Nažalost, jurčki so ogroženi, zdaj je takšna prilika, da malo več poudarka damo na razmnoževanje, da kakšno gobo pustimo, da kakšno gobo obesimo, takole, in od takšnega primerka imamo do 2000 vrst gliv, da se pravi, imamo možnost razmnoževati. Zdaj, zakaj ne naraste naslednje leto, to je pa spet večje vprašanje. Podrast mora nadrast trose in tako dalje, da pridejo do ustreznega storža, do ustrezne slame, do ustrezne korenine, drevesa, debla ali kakorkoli, to se pravi, potem šele izraste. Kako pač raste, to je še zakomplicirano samo za sebe. Trose morata prvo sprožiti, nastane podgobje, potem spet v določenem času mora biti dosti mokrote, da goba naraste. Pa ni vseeno, ali je to poleti, ali je to v jeseni, ali kakorkoli, tako. Do zdaj je bila suša izredna, da jo že skoraj ne pomnimo, ampak zdaj obljubim takšno bero, da si jo narod ne bo zapomnil. Zamenjava je tudi pri kukmaku ali pa šampinjonu navadnem. Če gobo odrežemo pri betu, ne vidimo spodnji del olupine, in je čisto podobna kakšni koničasti mušnici, ki je tudi tako bela. In zamenjava bolj pogosto pride takrat, ko vam nekdo gobe podari. Ko se verjetno ni upal pojesti doma, pa bo pač nekomu dal, pa kak bo, ali pa vložil noter, pa ne vem zdaj, ali je kakšno zamenjal ali ne. Zato vedno takrat, ko iz košare od koga gobe vzamete samo tiste, ki jih poznate, da so užitne. Se pravi, ne samo tiste, ki jih mi poznamo seveda tudi strupene. Se pravi, tiste, ki jih poznamo, da so užitne in jih uživamo na določen način. Tako kot sem prej omenil, to se pravi, če so termolabilne, moramo, ali pogojno užitne, moramo jih odveti vodi, to se pravi, zavržemo tisto vodo praktično in potem gobe pripravljamo na normalen način, tako kot ostale.